Una voce poco fa qui nel cor mi risuonò. Si Romeo sarà, lo giurai, la vincerò. Dan, Dober dan. jaz sem prišel se naučiti peti, ampak nimam glih posluha. Ampak zelo rad tvoje. Tem sta prišla pa na pravo mesto. V principu se tukaj začnejo učiti malo kasneje in sicer, ko zaključijo mutacijo. To pomeni, da glasilki izrasteta na končno dolžino. Pri deklicah se to zgodi okoli 14-15 leta, pri dečkih pa malo kasneje, tam 16-17 let, tako da nekaj časa bo treba še počakati. Ampak zdaj, ko ste si že to pot naredila in sta prišla v novo mesto, vama z veseljem pokažem, kaj mi tukaj delamo. Evo, izvoli. Ena zate. Pa ena zate. Tako, pa se kar uležeta na hrbet. Pa eno vprašanje še. Ja, Ali pridejo ljudje po en, ali pride tako ena skupina pa delate skupaj? Tukaj je bolj malo prostora, ne? V principu pride eden pa po eden, ja. To je individualni pouk, tako da v bistvu z vsakim posebej delam, ne, načeloma. Tako da se lahko res koncentriram na enega učenca. Pa se bosta kar ulegla, pokrčimo kolena, tako, in zdaj normalno pač vdihnemo. In izdihneta na Aha, evo, priletela je knjiga. In zdaj probi vdihan, da dvigneš tole knjigo. Ja. Ok, in izdihneš. No, potem pa gremo na upevanje in sicer na tehnične vaje. Katero bi vi meni ocenili, da sem jaz stopnja v operi? Kater glas bi to bil? Ja. Po mojem bi bil ti tenor. Kaj bi bila pa jaz po glasu? Ti bi bila pa sopran po glasu, se mi zdi. Tole v bistvu je za lovljenje ravnoteže, ne? In če ti imaš ravnoteže na tej plošči, potem pomeni, da se osredotočiš. In probaj zdaj imeti ravnotežje, da vidimo zdaj, kdo bo dlje zdržal. Zdaj pa še 5 zraven. Dajva. Zakaj ste se pa odločili za opero? Pa v bistvu še sama pravzaprav ne vem čisto natančno. Za vse to je pravzaprav kriv bivši ravnatelj glasbene šole, na katero sem jaz hodila in sem igrala prečno flavto kot deklica. On je nekako napisal eno pesem zame, pa za simfonični orkester. In sem jo odpela, vsi so bili navdušeni in potem je on rekel, kaj pa, če bi šla ti petje študirati? Pa sem jaz rekla, ja, pa bi. A vi imate kdaj tremo? Pravzaprav se trudim, da bi jo imela čim manjkrat. Se včasih zgodi, da morda res nisem 100% pripravljena na nekaj, pa potem imam majčkeno treme. Ampak, se pravim, če se res dobro pripraviš, pol pač tega ni. Zelo, zelo redko, no. A bi lahko se zdaj naučil kakšno pesem, a sem še premalo izkušen? Lahko poskusimo z eno pesmico in sicer smo lani novembra mi v Novem mestu naredili eno predstavo, 10. brat, operno predstavo, kjer je nastopal tudi en fantek in sicer je igral Balčka, pel je pa domoljubno pesem, ki je v bistvu uglasbena Prešernova Zdravljica. Jaz sem tukaj vama pripravila ene note. No, in ker tle je kar precej not, kot vidite, ne, in pa se človek niti ne znajde kaj dosti, ne. In jaz si vzamem tole in si pol podčrtam, kje imam jaz zapet. Tako. Lahko vprašam, kaj pomeni to andante, pa ta F? F je oznaka za glasnost. Forte pomeni to. Ja? Andante je pa v bistvu oznaka za tempo, kako hitro je pač nekaj treba zapeti. Ne? Andante je v bistvu zmerno, v slovenščini. Ja? 3, 4. Prijemne obrodine so trtenice za to in oživlja žile, src mi razjasni oko. Tako, to je
bi bila recimo prva kitica. Kateri je vaš najljubši nastop? Moram povedati, da mi je v bistvu do zdaj moj najljubši nastop bil prav ta opera, iz katere smo prej peli tisto arijo, in sicer zaradi tega, ker je to arijo pel moj sin Jure, ki je star 13 let, in je bilo to zame posebno doživetje, ker sva skupaj stala na odru. Tako da to je recimo moj najljubši nastop bil do zdaj. A zdaj on lahko že poje pred mamo, pa prijatelji, sorodniki? Ali moraš še kaj vaditi? Pa jaz mislim, da bo treba še kakšno uro vaditi. Ali pa 2, ali pa še več. Meni se tudi zdi. No, da.